Lepo pozdravljeni. Novice tedna začenjamo v prestolnici. Kdo bo v predsedniški palači zamenjal aktualnega predsednika Republike Boruta Pahorja, bomo izvedeli v drugem krogu predsedniških volitev. Volivci smo prejšnji konec tedna vam poslali Anžeta Logarja in Natašo Pirc-Musar. Praznika demokracije, kot imenujemo volitve, se je včeraj po podatkih Državne volilne komisije udeležilo 51% volilnih upravičencev ali drugače povedano dobrih 865 tisoč volivk in volivcev. Ali bo Slovenija dobila prvo žensko predsednico republike ali bo predsednik republike kandidat iz desnega političnega pola. Vse bo jasno v nedeljo 13. novembra. A glede na včerajšnje odzive po zaprtju volišč je za naše politike rezultat že znan. Računam na to, da se ponovno vidimo v drugem krogu, zato da izberemo prvo predsednico Republike Slovenije. In to bo kandidatka, kot kaže, predsednica države, ki bo zmagala na teh volitvah. Jaz lahko že danes jasno in glasno povem, da bo moj glas v drugem krogu šel Anžetu Logarju. Dolenjski rojak Lojze Peterje opozarja, da je v sedanjih razmerah močna politična razdeljenost zelo nevarna. V taki situaciji ni dobro biti razdeljen in ni dobro igrati kakršnihkoli iger. Kaj pa pravita osrednja akterja? Od današnjega dne naprej odločamo o tem, kje bo Slovenija čez 5 let. Predvsem si ne želim, da bi se nas delilo po preteklosti. A končno besedo bodo 13. novembra imeli le volivci. Predsednik vlade Robert Golob pa je včeraj obiskal krško nuklearko, ki naj bi jo po remontu na omrežje znova priključili okoli 7. novembra. Pogovarjali so se o vlogi jedrske elektrarne pri oskrbi z zanesljivo in stabilno električno energijo. Elektrarna je pripravljena na nadaljnjih 20 let stabilnega in varnega obratovanja, je pojasnil njen prvi mož Stanislav Rožman. Najdeno stanje opreme, struktur, materialov je odlično, tako da elektrarna se vrača v odlični kondiciji. Določen zaostanek je bil pridelan na projektu zamenjave visokotlačne turbine, ki trenutno poteka povsem lepo in normalno. Delajo 24 ur na dan, remont pa po besedah Rožmana z izjemo enega projekta poteka odlično. Ta zamuda se je zgodila zaradi nepričakovane odpovedi 2 specialnih strojev dobavitelja Siemens, ki jih ni bilo možno nadoknaditi. Niso bili razpoložljivi v evropskem prostoru, tako da nažalost je razlog blizu neke višje sile. Z videnim je bil zadovoljen tudi predsednik vlade. Jedrska elektrarna Krško, mogoče se mi Slovenci premalo zavedamo ali pa premalokrat pohvalimo, je sinonim v Evropi za stabilno, zanesljivo in varno jedrsko elektrarno. Trenutna energetska situacija je napeta, zato je po njegovem mnenju zdaj priložnost, da jedrska opcija pridobi svoje mesto v prihodnosti. Zelo težko se bo Evropa iz sedanje energetske situacije izvila brez maksimalne uporabe vseh tehnologij, na prvem mestu obnovljivih virov energije. Jedrska tehnologija je pa zagotovo ima danes priložnost, da ponovno se reafirmira in ponovno ponudi v resnici rešitve za prihodnost cele Evrope. O vlogi jedrske energije naj bi se Slovenci po njegovih napovedih odločali na referendumu. V torek je Slovenija praznovala dan suverenosti, ki je posvečen ključnemu dogodku procesa osamosvajanja naše države. Pred 31 leti je namreč slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak tuje vojske. V spomin na ta dogodek v Brežicah že tradicionalno prirejajo osrednjo posavsko proslavo. Takratni akterji poudarjajo, da je bila, za razliko od sedanje vojne v Ukrajini, Slovenija leta 1991 popolnoma prepuščena sama sebi. Bili smo z orožjem, ki smo ga imeli, ki smo ga uspeli ohraniti, in pa tisto orožje, ki smo ga vzeli od agresorja med samo vojno. In v tej vojni smo zmagali. Z visoko motivacijo, z široko podporo celotnega v bistvu naroda, vseh struktur, vseh ostalih. In to se je še kot ničkolikokrat dokazalo, da v takšnih obrambnih vojnah agresor ne more uspeti. V eni zadevi pa lahko osamosvojitveno vojno primerjamo s sedanjo v Ukrajini.
Podcenjevanje predvsem iz čistega vojaškega vidika ruske armade, ki je vstopila v to vojno z namenom, da bo to v nekaj dnevih opravila za Ukrajino, zasedla Kijev, vendar so se Ukrajinci pogumno postavili po robu, so tudi zmagujejo, očitno imajo pobudo. Osamosvojitev s takšnimi dejanji nekdanjih zaveznic tako postaja še bolj pomembna. Definitivno smo lahko samo srečni, da smo se od tega vzhodnega ruskega pakta in pa držav, ki z njimi paktirajo, nekako odcepili in s tem si zagotovili mirno življenje, za katerega mogoče včasih niti ne znamo ceniti. Razvojni impuls osamosvojitve se, po Molanovih besedah, danes zrcali na vseh področjih. Danes, ko gledam bivše države, da je bil to izjemno pomemben korak in da smo v Sloveniji res ogromno dosegli, tako na mednarodnem, kot tudi na razvojnem področju. Slavnostne akademije v Viteški dvorani Brežiškega gradu se je udeležil tudi predsednik Borut Pahor. In ostajamo v tej posavski občini v spomin na Brežiško četo, ki je bila ustanovljena 28. oktobra leta 1941, je včeraj praznovala občina Brežice. Na predvečer občinskega praznika so na slavnostni seji občinskega sveta v Viteški dvorani gradu Brežice zaslužnim posameznikom in skupinam podelili plaketi, priznanje in 3 nagrade občine Brežice. Župan Ivan Molan je v nagovoru spomnil, da se s tokratnim občinskim praznikom zaključuje tudi 4-letno mandatno obdobje, ki je bilo zaradi 2 covidnih let zelo zahtevno. V letu 2019 so v občini zagnali močan naložbeni cikel in v 3 letih uspeli zaključiti številne naložbe. Vse smo delali za dobrobit občank in občanov občine Brežice, je še izpostavil. Posebej me pa veselilo, da občinski svet v teh težkih časih razdvojenosti v Sloveniji je deloval enotno in tudi večina proračunov in pa skoraj vse predloge, ki smo jih predlagali, več ali manj z veliko večino ali pa soglasno podprli. Kar velja tudi za predloge o letošnjih nagrajencih. Oktobrsko nagrado je tako prejela Ljudmila Ban za dolgoletno prostovoljno delo v krajevni skupnosti Sromlje. Zdaj mi je seveda to spet spodbuda za naprej. Delo je treba nadaljevati. Veliko je še za narediti. Župnik Vlado Leskovar letos beleži 25 let mašniškega posvečenja. Pri svojem delu pa v ospredje daje povezovanje vseh ljudi. Da bi se ljudje spoštovali, imeli radi, da bi bilo veselje med ljudmi. Jožica Penič je pri ohranjanju ljudskega izročila in kulturne dediščine v kapelah opravila neprecenljivo delo. Ob prihodu na oder je dejala, da nagrada ni samo njena. Ne, nagrada pa ni moja. Jaz sem jo prevzela v imenu kapelcev, krajanov, ki so si res to zaslužili. Plaketo občine Brežice je v 150-letnici ustanovitve prejela Splošna bolnišnica Brežice. Ob 30-letnici delovanja pa so se plakete razveselili tudi člani in članice mešanega pevskega zbora Viva Brežice. Da je v brežiški občini področje kulture zelo razvejano, dokazuje tudi kulturno društvo Drugi oder. Ob 10-letnici delovanja so prejeli občinsko priznanje. Pacienti pa že 26 let v akciji Naj zdravniki zbirajo najboljše zdravnike z različnih področij. Letos si je naziv Moj ginekolog prislužil Aljoša Preskar. 56-letnik iz Krškega svoje delo opravlja že več kot 20 let. Preskarju nagrada veliko pomeni. Na eni strani je to potrditev mojega dela, dosedanjega, na drugi strani pa mi zelo veliko pomeni, ker vem, da sem na pravi poti in tako mislim nadaljevati svoje delo in še kaj ga dograditi, tako kot sem ga dograjeval vseh teh 20 let. Kot dodaja, naj bi ginekološke ambulante veljale za ene najbolj veselih v zdravstvenem sistemu. V ginekologiji, če pride ženska dovolj zgodaj, se vse da rešiti. V porodništvu pa je to pričakovanje tako polno in daje energijo meni, ki delam z nosečnicami. Tako da je res delo zelo lepo.
Preskar svoje delo opravlja kot koncesionar in ima trenutno opredeljenih prek 6800 pacientk, predvsem iz Krškega, prihajajo pa tudi od drugod. Večkrat rečem v šali, da vsak dan zanosi ena od mojih pacientk. To mi je tudi veliko veselje. Ker se ukvarja s preiskavami, s katerimi odkrivajo kromosomske napake pri otrocih, želi dodatno razvijati prenatalno oskrbo, nadgrajevati pa želi tudi ultrazvok dojk. Od najzdravnikov pa k najboljšim slovenskim podjetjem. Družba Dnevnik je v sredo v Cankarjevem domu v Ljubljani razglasila 21. zlato gazelo Slovenije. To je postalo podjetje Pišek Vitli Krpan, eden najbolj priznanih proizvajalcev gozdarskih vitlov na svetu. Srebrna gazela je postalo podjetje Etrel, bronasta gazela 2022 pa metliško podjetje Status, letošnja gazela Dolenjsko-Posavske regije. Bronasta gazela Metliški Status je družinsko podjetje, ki je na trgu že četrt stoletja. Ves ta čas razvija inovativne pripomočke za dom. Njihov poudarek je na globalni niši shranjevanja hrane v vakuumu. Podjetje vodita skupaj brat in sestra Marko in Ana Čulik. Ljudem pa omogočajo, da dobro hrano lahko jedo dlje. Če imaš dolgo isti fokus in vztrajaš v zgodbi, si skozi leta pametnejši in mogoče tudi uspešnejši. Veliko dela, veliko truda, veliko vztrajnosti, z dobro ekipo. Pa bo. Pa gre. Pa gre. Odlično gre tudi zlati gazeli, podjetju Pišek Vitli Krpan, ki je eno najbolj priznanih proizvajalcev gozdarskih vitlov na svetu. Kipec jim je izročil predsednik republike Borut Pahor. Naša firma je rasla iz nič. Začeli smo in skozi cele čase smo fejst delali. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je izpostavil, da podjetja gazele ustvarjajo novo dodano vrednost, so zgled in močan motivator v podjetništvu. To so podjetja, ki v bistvu določajo smer razvoja ne samo v gospodarstvu, ampak v bistvu celotni Sloveniji. Da delamo v podjetju, ki mu zaupamo, ki raste, ki ustvarja za vse nas, ne samo zase, in potem to pretaka tudi v družbeno okolje. Projekt Gazela tako v ospredje izpostavi odlična poslovno stabilna slovenska podjetja, ki premikajo meje. Zdaj bodo to lahko počela tudi v občini Šentjernej, kjer se smelo lotevajo razvoja podjetništva. Ponosni so namreč na novo naložbo. Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v industrijsko-storitveni coni ISC sejmišča Šentjernej, ki so jo v četrtek uradno predali namenu. Prvi podjetnik tam že gradi poslovno stavbo. Potem, ko so pred leti komunalno opremili poslovno območje nedaleč od te cone, kjer podjetja že delujejo, zdaj torej zagotavljajo pogoje novim naložbenikom. Cela cona je velika preko 4 hektarje, ta operacija pa je opremila cono v površini 2,9 hektarja. Se pravi komplet infrastrukturo, ceste, odvodnjavanje, fekalna kanalizacija, elektrika, voda, telekomunikacije. Se pravi cona primerna za pričetek gradnje v industrijske namene. Poslovno priložnost v središču občine so prepoznali v podjetju, ki ima zdaj trgovino v Dobruški vasi. Predvsem zaradi širitve sortimana rabimo večje prostore. Tukaj sem porodil domačini Šentjerneja in se nam je ta lokacija zdela primerna. Zaradi vsega tega gospodarstva moramo tudi mi zraven biti prisotni. Vsa zemljišča v coni ISC sejmišče so prodana, je poudaril župan. Večina lastnikov je že pridobila gradbeno dovoljenje. Tako naj bi v prihodnje zraslo še 9 poslovnih stavb. Dobrih 600 tisoč evrov je bila vrednost naložbe, kohezijska sredstva in državna so bila v višini dobrega pol milijona, ostalo pa je financirala občina. Vloga občine je ustvarjati ustrezne pogoje za poslovanje podjetnikov, ki pa jih v Šentjerneju znajo izkoristiti. Je poleg te cone tudi predhodna poslovna cona, ki je bila odprta pred nekaj leti, se že lepo polni. So že nova podjetja, nove investicije in to je dejansko pokazatelj o tem, kako močno je dejansko šentjernejsko gospodarstvo in kako pomembno je. Tudi za jugovzhodno regijo.
In recimo vaša občina je primer, da se na ravni občine se dogovorijo, vedo, kaj hočejo, tudi večino stvari sami izpeljajo in potem tudi država lažje sodeluje. Nam pa je na Ministrstvu za gospodarski razvoj zelo pomembno, da se dodatno vlaga v slovensko industrijo. V prihodnje bodo v Šentjerneju gradili in ustvarjali nova delovna mesta, predvsem lokalni podjetniki. V občini Mokronog Trebelno pa so se v sredo razveselili posebnega dogodka. Prve vožnje skozi preboj Radna vas. O njem so se pogovarjali še v prejšnjem stoletju, udejanjati pa so ga začeli pred 16 leti z ustanovitvijo občine. Zdaj je promet le stekel. V tem trenutku je vzpostavljen začasni prometni režim skozi preboj Radna vas. Po včerajšnjem slavnostnem prerezu traku je župan zmagoslavno dvignil roke. A zaveda se, da projekt še ni končan. Imamo še za približno 2 leti del, to pa na račun plazenja brežin in pa podtalne vode, zaradi katere smo mogli tudi narediti tale veliki oporni zid. Dela so v 2/3 preboja dejansko zaključena. Največja težava je bila ta ogromna količina materiala, ki smo jo mogli premestiti oziroma premakniti v teh dogovorenih rokih. Zadeva nam je uspela. Tudi vmes so se pojavile zaredne vode, smo mogli pač določene stvari se prilagoditi, dograditi določene kamnite zložbe. Preboj, ki si ga je zamislila takratna krajevna skupnost Trebelno, je zdaj prevozen in kar je najpomembnejše, cesta je varna za vse udeležence v prometu. Takrat ni bilo še tazga pljuženje in so bili ljudje zelo v nevarnosti pozem spuščati se. In to mi smo vedeli, da je treba napredek narediti, mladi rastejo zad, povečuje se promet. Sama množica pove, kako smo veseli in kako ponosni smo na ta dogodek današnji. Tako da jaz mislim, da je to res bo varnejši in hitrejša cesta do avtoceste oziroma okna v svet. Res je, da je preboj dolgo trajal, sam projekt je dolgo trajal, vse to bomo pozabili in bomo spredaj uporabili to cesto. Ki zdaj precej skrajša pot vsem, ki potujejo s Trebelnega proti avtocesti, ob tem pa je še varnejša. Bolj varno se zdaj počutijo tudi posavski kolesarji. Po 2 letih gradbenih del so v sredo tudi uradno namenu predali 4,7-kilometrski odsek kolesarske povezave med Dobovo in Brežicami, za katerega so večino denarja pridobili na evropskih razpisih, povezanih s trajnostno naravnanostjo družbe. Začetki projekta segajo slabo desetletje nazaj. Projekt smo že začeli praktično 2014, v to perspektivo od 2014 do 2020 in seveda je bilo treba kar izjemno veliko naporov, da smo prišli do končne realizacije. Sočasno za kolesarko pa država ureja tudi državno cesto, ki jo mora dokončati do leta 2024. Tako še projektirajo odvodnjavanje in pločnik v Trnju ter prehode na Mostecu. Vrednost investicije kompletne je okoli 8 milijonov, 2,8 milijonov je pa vrednost kolesarske steze. Pomembno pa je, da to večji del financira tako Evropski sklad kot i ministrstvo, tako da udeležba občine je relativno nizka, okoli 400 tisoč evrov. Krajevna skupnost Dobova s kolesarsko povezavo veliko pridobi. Po regionalki, kot sem že prej omenila, je bilo zelo nevarno se voziti in zdaj, ko bojo to lahko varno uporabljali kolesarji, bojo bistveno prej v Brežicah, bistveno bolj varni, predvsem z vidika varnosti, zato si tudi v Dobovi še želimo, da bi se ta kolesarska pot nadaljevala vse do mejnega prehoda in da bi nekako potem bilo še tudi ta del bolj varen. Nad pridobitvijo so navdušeni tudi krajani. Mislim, da to ni slaba investicija, trebalo bi pa še več tega. Posebej še danes, ko je veliko avtov in če po kolesarski stezi se vozimo, smo brez brige. Pa tudi avtomobili, šoferji so tudi brez brige, ni kolesarjev na cesti. Po novi kolesarski povezavi so se prvi popeljali učenke in učenci osnovnih šol Brežice in Dobova. Ostajamo na kolesu. Otočec je krajevna skupnost le nekaj kilometrov oddaljena od Novega mesta, zato bo za krajane vsekakor dobrodošla pridobitev, ki so jo v sredo predali v uporabo. Na Šolski ulici, tik ob krožišču, so namreč odprli novo postajo za izposojo koles Gonem.
Gre že za 16. postajo, na kateri si lahko občani izposodijo 5 električnih koles. Otočec je nekaj med najbolj turističnim območjem v mestni občini Novo mesto. Treba ga je še posebno poudariti, razvijati čim več. Tudi v ta program kolesarski treba čim več naslavljati, da bo bolj zelena naša dolina. Kolesa so prvi preizkusili otoški učenci. V Novem mestu je ena postaja, pa moj oči se je enkrat vozil, ko smo šli. Kakšen se ti zdi ta sistem? Kako komentiraš? Zdi se dobro, lepo se peleš. Občanom so kolesa na voljo tudi ob pomoči evropskih sredstev lokalne akcijske skupine v sklopu projekta Kolesarska mreža na podeželju. To je v bistvu projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji. 11 jih je združilo v ta projekt. Na našem koncu, se pravi v naši regiji, so se postavile 4 nove postaje, ena v Črnomlju, ena v Semiču, ena v Mirni Peči in ta tukaj na Otočcu. Župana Gregorja Macedonija veseli, da sistem, otoški bil vreden 50 tisočakov, od tega so dobrih 20 pridobili iz EU-ja, uvajajo tudi v drugih občinah. Torej z novimi kolesarskimi stezami, ki bojo Novo mesto povezali v regijsko mrežo, bomo seveda tudi s pomočjo teh koles, ki bojo na voljo za izposojo, še lažje uporabnikom nudili kvalitetno storitev. Sistem GONEM nameravajo v prihodnje, ko računajo na evropsko sofinanciranje, razširiti še s 7 postajami. Že zdaj pa je za izposojo na voljo preko 80 koles. Nove pridobitve pa so se razveselili tudi v Metliki. Včeraj so odprli prizidek dislocirane enote Doma starejših občanov Metlika. Tako se je precej povečala kapaciteta doma, ki bo zdaj lahko sprejel 84 stanovalcev. Dislocirano enoto oziroma dom za demenco so zgradili pred 8 leti. Od takrat je 60 postelj polno zasedenih. Zadnja leta je povpraševanja vse več, ne samo iz Bele krajine. Mansarda doma je bila do zdaj neizrabljena. Pridobili smo 24 mest, tako da imamo skupno kapaciteto 84 postelj. Pridobili smo 4 dvoposteljne sobe, 2 enoposteljni sobi in pa 2 apartmaja. Jaz vam vsem, ki ste vpleteni v to, iskreno čestitam dobro opravljenem delu in seveda, ker vem, da je pred vami še ogromno posla, želim tudi veliko uspeha v nadaljevanju tega. Vam, dragi stanovalci in stanovalke, pa želim prijetno bivanje v tem domu in veliko srečnih in veselih trenutkov. Kot je povedal predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Andrej Grdiša, je bila infrastruktura dolga leta zapostavljena in zanemarjena. Zdaj je drugače. Zagotovili smo različna evropska sredstva iz različnih virov in različne razpise. Naj omenim samo razpis REACT, 93 milijonov smo zagotovili za investicije v našo infrastrukturo. Zagotovili smo tudi 60 milijonov iz proračuna, ravno tako za investicije v posodobitev infrastrukture. Smo v mesecu aprilu letošnjega leta skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve prišli do dogovora o sofinanciranju izgradnje mansarde iz državnega proračuna v vrednosti 1 380 000 evrov. Načrtujejo pa že novo investicijo za adaptacijo prostorov na mestnem trgu, ki jo bodo začeli decembra, so že pridobili evropska sredstva. Pred prihodom zime pa še krepko ostajamo v tem letnem času. Prejšnja sončna nedelja je bila naravnost idealna za prijetno druženje. In v Kostanjevici na Krki so jo z igrami, otroškimi delavnicami in vsem, kar je ponudila tradicionalna jesen na Malem plac, odlično izkoristili. Nemalo zanimanja obiskovalcev je poželo že veslaško tekmovanje moških in ženskih ekip okoli otoka. Zelo smo zadovoljni, vreme nam gre na roko, predvsem pa smo veseli, da ljudje so pokazali, da si želijo druženja. Potem pa seveda na koncu se tle tudi mišice preizkušijo. Kostanjevičanke so morale premoč priznati ekipi iz Dopu, v moški konkurenci pa sta se za zmago pomerili ekipi mladinskega kluba in fantje z vseh vetrov. Nasprotniki so bili dobri, lomili so nam tudi vesla, kot vidite, pač ne moramo drugače, kot da pokažemo. V glavnem povedali smo pa že predhodno, da bomo v finali in da bomo zmagali. Vse zato smo prišli.
Še posebej pestro pa je bilo dogajanje na Kostanjeviškem otoku. Najmlajši so izrezovali buče in uživali v lončarsko-tkalskih delavnicah. Meni se mi gre dobro, je pa med težko in med lahkim izrezati. Super, odlično in zelo veselo se počutim. Dobro obiskane so bile tudi z dobrotami obložene stojnice domačih društev in vasi. In kako grejo stvari v promet? Danes odlično, neverjetno, še jaz sem vesel. V bistvu naši fantje žanjejo slavo in pohvale za salame, klobase in domače dobrote, ženske pa prav tako za pecijo, kruh, rogljičke in vse, kar je na stojnici. Pravi tekmovalni, a pozitiven naboj pa je ob glasnem navijanju preveval ekipe v vlečenju vrvi. Zmage so se po napetih bojih razveselili vodeniški možje in dekleta. Pred 1. novembrom, praznikom, ko se ob grobovih spominjamo pokojnih bližnjih, se v zadnjih letih odvijajo številne kampanje, ki pozivajo naj prižgemo kakšno svečo manj, na grob raje položimo cvet in podobno. Kako je v praksi, smo preverili pri novomeški komunali. Ljudje se v teh dneh, kar zadeva količino sveč, obnašajo precej potrošniško in okolju neprijazno. Še vedno namreč prevladujejo plastične in elektronske svečke, nam pove Simon Štukelj. Žal smo Slovenci še vedno tisti rekorderji v tem širšem prostoru tudi, da še vedno prižigamo sveče v izredno velikih količinah. Tako da pogovarjamo se o količini tam med 80 do 100 ton na letnem nivoju. Ozaveščenost o pomenu zmanjševanja odpadkov je potem sodeč še prenizka. Vemo, da na področju plastike se je kar nekaj teh alternativ pojavilo tudi kot nadomestki z lesenimi proizvodi, papirnatimi proizvodi. Pri svečah žal ni toliko teh alternativ, sicer so možne te steklene sveče. V želji biti bolj ekološki pa mnogi posegajo po žal vse prej kot okolju prijaznim elektronskih svečah. Te, kot je znano, vsebujejo baterije, ki so nevaren odpadek. Pred novomeško gimnazijo povprašamo po večini dijake o tem, kako se z družinami spominjajo pokojnih svojcev. Mogoče kakšne sveče, ki se lahko večkrat uporabijo, na primer steklene. Pa kaj tazga? Isto. Iskreno, moja babi uporablja tiste trajnostne sveče, ki gorijo najdlje možno. Pa doma nam rastejo rože in pač te rože damo na grobje. Moji gledajo bolj ekološko, da so pač tako gledajo, da je bolj ekološko vse. Pa da pač čuvamo naravo pa take. Kaj to pomeni, da prižigajo samo ekološke sveče? Samo ekološke, ja. Je lepa navada, ampak še zmeraj ful velik je pol tega onesnaževanja. Odpadkov? Odpadkov, ki so od svečka vstanejo. Je plastika, večinoma. Navadne sveče torej? Navadne sveče. Navadne sveče ali pa une električne, ki imajo lučko notrano. Elektronske torej? Ja. Čisto eno malenkost. Na vsak grob po eno. Kakšno pa? Navadno? Navadno. Od ozaveščenosti in skrbi za okolje je torej odvisno naše ravnanje. Tedenski pregled novic zaključujemo z jasno in gotovo napovedjo, kaj bo prinesla noč. Jutri bo imel dan 25 ur. Ponoči namreč premikamo urine kazalce za 1 uro nazaj. Naj bo ta dodatna ura darilo, ki ga boste dobro porabili. Pojdite lepo.